Prva kroniška knjiga, 15. poglavje, prvi vers. Do 16. poglavje, 6. vers. Skrinjo prinesejo v Jeruzalem. Ko si je v Davidovem mestu naredil hiše, je pripravil prostor za Božjo skrinjo in razpel šotor zanjo. Tedaj je David rekel, da nihče ne sme nositi Božje skrinje, razen levitov, ker je Gospod nje izvolil, da nosijo Gospodovo skrinjo in mu služijo na veke. Potem je David zbral vse Izraelce v Jeruzalemu, da bi spravil Gospodovo skrinjo na mesto, ki ga je pripravil. Potem je David zbral Aaronove sinove in levite. Izmed Kehatovih sinov, poglavarja Uriela in njegovih 120 bratov. Izmed Merarijevih sinov, poglavarja Asajaja in njegovih 220 bratov. Izmed Geršonovih sinov, poglavarja Joela in njegovih 130 bratov. Izmed Elicafanovih sinov, poglavarja Šemajaja in njegovih 200 bratov. Izmed Hebronovih sinov, poglavarja Elijela in njegovih 80 bratov. Izmed Uzielovih sinov, poglavarja Aminadaba in njegovih 112 bratov. Nadalje je David poklical duhovnika Cadoka in Abjatarja in levite Uriela, Asajaja, Joela, Šemajaja, Elijela in Aminadaba. Ter jim rekel: Vi ste poglavarji levitskih družin. Posvetite se vi in vaši bratje, ter prinesite skrinjo Gospoda, Izraelovega Boga, na mesto, ki sem ji ga pripravil. Ker prvič niste bili zraven, nas je Gospod, naš Bog, razbil. Nismo se namreč ozirali nanj, kakor je predpisano. Posvetili so se torej duhovniki in leviti, da bi prinesli skrinjo Gospoda, Izraelovega Boga. Potem so leviti vzdignili Božjo skrinjo z nosilnima drogovama na rame, kakor je zapovedal Mojzes po Gospodovi besedi. David je ukazal poglavarjem levitov, naj postavijo svoje brate, pevce z glasbili, s harfami, citrami in cimbalami, da bi prepevali z veselim glasom. Leviti so torej postavili Joelovega sina Hemana in izmed njegovih bratov Berehjajevega sina Asafa. Izmed Merarijevih sinov, njihovih bratov, Kušajajevega sina Etana. In z njimi
njihove brate drugega reda: Zeharjaja, Jaziela, Šemiramota, Jehiela, Unija, Eliaba, Benajaja, Maasejaja, Matitjaja, Elifelehuja, Miknejaja, Obed Edoma in Jehiela, vratarje. Pevci Heman, Asaf in Etan so igrali na bronaste cimbale. Zeharja, Jaziel, Šemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maaseja in Benaja na harfe v visoki legi. Matitja, Elifelehu, Mikneja, Obed Edom, Jehiel in Azazja na harfe v nizki legi za spremljavo. Kenanja, pevovodja levitov, je vodil petje, ker se je razumel na to. Berahja in Elkana sta bila vratarja pri skrinji. Duhovniki Šebanja, Jozafat, Netanel, Amasaj, Zeharja, Benaja in Eliezer so trobili na trobente pred Božjo skrinjo. Obed Edom in Jehija sta bila vratarja pri skrinji. David, Izraelovi starešine in poveljniki tisočni so torej šli, da bi z veseljem prenesli skrinjo Gospodove zaveze iz Obed Edomove hiše. Bog je pomagal levitom, ki so nosili skrinjo Gospodove zaveze. Zato so darovali 7 juncev in 7 ovnov. David je bil ogrnjen s plaščem iz bisusa. Prav tako vsi leviti, ki so nosili skrinjo, in pevci ter Kenanja, glavni pevovodja. David je imel na sebi tudi platnen efod. Tako je ves Izrael prenesel skrinjo Gospodove zaveze z radostnim vzklikanjem in strobljanjem na rog, s trobentami in cimbalami, z brenkanjem na harfe in citre. Ko je prišla skrinja Gospodove zaveze v Davidovo mesto, je Savlova hči Mihala gledala skozi okno in videla kralja Davida, kako raja in skače. In ga je zaničevala v srcu. Skrinjo postavijo v šotor. Prinesli so torej Božjo skrinjo in jo postavili sredi šotora, ki ga je David razpel zanjo. Nato so darovali pred Bogom žgalne in mirovne daritve. Ko je David dokončal darovanje žgalnih in mirovnih daritev, je blagoslovil ljudstvo v Gospodovem imenu. Nato je razdelil vsem Izraelcem, možem in ženam, vsakemu hleb kruha, kos mesa
in kolač iz suhega grozdja. Potem je postavil nekaj levitov za službo pri Gospodovi skrinji, da so Gospoda Izraelovega Boga hvalili, se mu zahvaljevali in ga slavili. In sicer Asafa kot načelnika in Zeharjaja kot drugega za njim. Jehiela, Šimiramota, Jehiela, Matitjaja, Eliaba, Benajaja, Obed Edoma in Jehiela z glasbili, s harfami in citrami. Asaf je igral na cimbale, duhovnika Benaja in Jahaziel pa sta stalno trobila na trobento pred Božjo skrinjo zaveze.